si bomo pogledali še nadaljevanje, če se spomnite, se nam obljubila eno schemo za ponazoritev mehanizma, ki se dogaja v mojem telesu, ta hip, ta trenutek se v mojem telesu nekaj dogaja. In to vam pripovedujem zato, ker je dobro vedeti, kaj se dogaja v človekovem telesu, ko naprimer kaj je, kaj pije, kaj je podobno. Dobro je to vedeti, koristno je to vedeti. Zame ima to še posebno vrednost, ker, ko boste videli zdaj v nadaljevanju, to, kar se zdaj dogaja v mojem telesu, je osupljivo, je nekaj, za kar je poskrbela sicer narava že pred tisočletji, morda celo več. To je naraven proces. To je zelo pomembno, to je naraven proces. Včasih imajo ljudje čudne ideje, kaj je naravno in kaj ni naravno. To, kar se zdaj v mojem telesu dogaja, je, lahko bi rekel, svojvrsten čudež narave. In vsaj meni je tako dobro vedeti in čutiti ta čudež narave. Obstaja torej nek premik, nek prehod v načinu delovanja človekovega telesa, kot tukaj vidite, že po 10 do 12 urah posta, kar je sorazmerno malo. 10 do 12 ur je malo, če greste začelo v 8 spat, ampak ajde, tudi če greste v 10 spat in če spite do 10 zjutraj, če spite do 8 zjutraj, kar je že kar zanimivo, ste pravzaprav že na robu takega posta. 10 do 12 ur. Vse razmerno malo. Po 10 do 12 urah se že zaloge glikogena, to smo že enkrat omenjali, smo že enkrat govorili v ledvicah, v jetrih, se že precej izčrpajo. Zato, ker naše telo potrebuje veliko glukoze. In naši možgani še zlasti. In telo, naše telo je res fantastičen stroj. Je izpopolnjen stroj. Evolucija ga je izpopolnila v 100 000 letih do popolnosti. Naše telo se v tem času, vidite, znotraj 10 do 12 ur prestavi, če lahko reči, neko drugo predstavo. Prestavi se nek drug način delovanja. Nek drug način delovanja in to se zdaj dogaja v mojem telesu. Vidite, osvobodijo se maščobne molekule, oziroma kisline. Tukaj gor vidite, so schematično naložene v telesu in se sprostijo. Sprostijo se v kri, maščobne kisline se sprostijo v kri in iz krvi preidejo, grejo v telo, preidejo in prek krvi se prenesejo, oziroma jih telo transportira v jetra. Jih transportira v jetra. To je tole. In v jetrih se zgodi kemični proces. Ta proces, zdaj ta hip, poteka v mojem telesu. Jaz sem zadnje jedel včeraj popoldan, koliko da bo ravno kar kmalu bo 24 ur mojega posta, kar pomeni, da to že kar traja, kar nekaj ur se to dogaja, zdaj v mojih jetrih. Kaj se dogaja? Mimogrede, če ste kdaj pili mača čaj. Ali pa če ga niste. Prosim,
Dajte ga. To je najbolj kvalitetnih zelenih čajev. Sicer je malo dražje. Mača. Mača. Ja, zapomnite si mača. M-A-C-H-A. Mača čaj. Izvrsten. Tako kot enkrat okusili in boste nehali s pitjem. Sem prepričan. To bi lahko naredili kdaj. Ja, malo okus. Okušni, mača čaja. Ja. Dajmo enkrat. Ok. Bomo naročili. Fajn, fajn, super. Mogoče za zadnje. No, dajmo, pa se ga privoščimo. Jaz si ga itak vsak dan na listu količina, ampak si ga bo še. Torej se to dogaja v naših jetrih, zdaj se to dogaja v mojih jetrih. Temu rečemo oksidacija. Oksidacija, to ni treba, detajlno vsem treba zapomniti. Oksidacija maščobnih kislin. Okay? In to je fantastičen proces. To je fantastičen, koristen, dober proces, ki omogoči, oziroma ki je tak, da se oksidirane maščobne kisline, pomeni, da se vrnejo v kri. Spet, kri je v bistvu transportni mehanizem. Kri transportira, prevaža, prenaša v našem telesu vse tiste molekule, naprimer, ki jih naše telo potrebuje. In to je res, mislim, jaz upam, da čutite moje navdušenje, kako je to dobro. Namreč v jetrih oksidacija pomeni tvorjenje ketonov. Tudi ni pomembno, da tudi treba, da se zapomne ta ime, ni važno. To so ketoni, ki so izvrsten vir energije. Izvrsten vir. Potujejo potem spet prek krvi in pridejo recimo v nevrone. Nas zanima zlasti nevrone, ki se ukvarjamo z vplivi hrane na možgane že kar nekaj časa. Kri jih transportira, torej v možgane, pridejo prek kapilar, pridejo do nevronov, astrocitov, nevronov in tam poteka še en kemičen proces, ki ima za rezultat tvorjenje ATP-ja. ATP so molekule, adenozin-trifosfat, to je pravzaprav energija. Energija, ki jo naše telo potrebuje, ki jo recimo nevronske celice lahko znajo uporabiti. Telo mora pač preoblikovati ali pa transformirati energijo, ki jo dovajamo telesu, s hrano, in mora transformirati v ustrezno obliko. Ta oblika je ATP. Zato čisto na koncu, torej so molekule adenozin-trifosfata in v tem času, recimo posta, so ti ketoni, naprimer, v nevronih izvrsten vir energije. Izvrsten vir energije. Nekatere študije celo dokazujejo, da so boljši vir energije, kot je glukoza. Za katero smo rekli, da jo možgani veliko potrebujejo, ampak smo rekli, da ta se že precej zmanjša po 10 do 12 urah, ker zaloge seveda niso tako zelo velike. Spomnite se, enkrat sem rekel, da imajo možgani glukoze v povprečju samo za 3 minute. Je treba nenehno dovajati, oziroma preoblikovati glukogen v glukozo, da imajo možgani dovolj glukoze na razpolago. Seveda, če bi glukoze zmanjkalo po 10 do 12 urah in ne bi me nadomestila, bi mi šli rakom žvižga, tako se reče. Se ne bi smeli privoščiti takega posta, kot se ga je. To bi bilo potem smrtonosno početje. Ampak meni bi v bistvu zaradi tega vsak dan bolje, ne vsak dan slabše, zato ker hvala Bogu obstaja tole, kar vam nekaj razlagam. Prosim, Maša. Ja, kaj pa te dogodi, da imate to telo ne dobi to energijo, pa ker jo
hormone, pa ne vem kaj. Aha, če pa človek ne dovaja dovolj energije, se pravi, če bi post recimo trajal dlje časa, dlje, kot 24 ur, dlje, bi pa seveda lahko to pomenilo tudi katastrofo. Je treba biti previden, kaj ti naše telo energijo potrebuje. Sicer naše telo ima zaloge energije. Vsakdo od nas ima določene količine maščobnih celic na telesu in prav je, da jih ima. To so zaloge energije. Ima glukozo, ima tudi maščobe. In seveda telo bo to porabljalo avtomatično. Tudi če mi ne bomo dovajali energije, bo telo uskladiščeno energijo porabljalo. Zdaj, nekateri so nad tem celo navdušeni, ker dejansko človek pri tem hujša. Ampak zadeva ni tako zelo enostavna, kot si nekateri predstavljali, da bomo pa kar hujšali, ker to lahko ima tudi celo vrsto negativnih posledic. Treba biti pazljiv, treba prisluhniti telesu, ker telo že ve, telo najbolje ve. Koliko energije, kdaj, na kakšen način, kje jo potrebuje, kam je treba transportirati, telo to ve. Zato je vse tole, kar vam jaz tukaj kažem, iz tedna v teden dobro vedeti. Dobro je vedeti, kaj se dogaja, da ne bi kakšne neumnosti počeli. Da lahko delamo koristne zadeve, ne pa in da se izognemo neumnosti. Torej, pretiravati pa res ne treba. Pretiravati ne treba, zato moj post vselej traja 24 ur. Vselej traja 24 ur in to enkrat na teden. Kaj so Indi, ki imajo 48 urne poste? Zdaj, nekateri, kot rečeno, seveda si privoščijo tudi dalj časa trajajoče poste, to ima lahko, če se res tega človek loti tako kot treba, pod nadzorom, če ima dovolj znanja, dovolj vednosti in tako dalje. Ima lahko tudi pozitivne učinke, vendar treba upoštevati še cel kup drugih dejavnikov, kajti ljudje niso popolnoma enaki med seboj, njihovi metabolizmi niso popolnoma enaki, nekateri imajo večjo kilažo, nekateri imajo manjšo kilažo, eni imajo več zalog energije, eni manj. Je treba cel kup stvari pri tem upoštevati. Je pa res, da študije potrjujejo, da 24 ur čisto zadošča za tisto, o čemer vam jaz tukaj govorim. Jaz vem, za kaj je to dobro in vam zdaj tudi v nadaljevanju razložil. Se pravi, tukaj vidimo, počas bomo šli, bomo videli, čemu to prispeva ta post. Zdaj smo že videli, ok, ketoni, ATP, fino, telo ima veliko energije, neuroni imajo dovolj energije, fajn. Zdaj pa lahko še nadaljujemo, kaj še se dogaja. Zdaj moramo uvesti še en drug izraz, ki sem ga zadnjič tudi omenil že in sem rekel, da obstaja mit, da je treba 5-krat na dan jesti. To boste slišali vedno znova. Ampak to je mit. Znanost je dokazala, da je to mit in tukaj lepo piše, bomo prevedli, ker znamo angleško. Torej, to sicer narejeno na živalih, pa tudi na ljudeh, tukaj omenjajo živali, nič hudega, torej konsistentno, vedno znova študije, ki so narejene, kažejo enake rezultate. Temu rečemo konsistentno. Vsi rezultati so bolj enaki. Torej, da to je post. To je post inhibira, se pravi blokira post. Preprečuje rast tuberjev, oziroma celo tukaj vidite obrne procese. Se pravi, ne samo, da ovira rast tumorskih celic, ampak lahko tudi obrne proces, kar pomeni, da se zmanjšujejo. Celo tumorske celice, če jih človek že ima. In sve nastajajo, tumorske celice nastajajo. Vidite tukaj neuroblastom, rak na dojkah in tako naprej, na jajčnikih. Zakaj je zdaj to pomembno? Zakaj je to tako zelo pomembno, kar danes poudarjam? Vidite,
prehod, ki sem ga že omenil, na proizvodnjo ketonov v jetrih. Tukaj smo prej rekli, tisto schemo, ketoni. Se pravi, ta prehod, ki se zgodi v času posta, to je zdaj, ko sem jaz pa na postu, ima, vidite, lahko pomembno vlogo pri blokiranju rasti tumorskih celic, tumorjev, zato, a sledite? Ima lahko pomembno vlogo pri zatiranju, pri blokiranju rasti, razvoja tumorskih celic, zato, kajti številne tumorske celice, številne, ne vse, številne pa, so v glavnem nesposobne, ne morejo uporabljati ketonov kot vira energije. Te celice, tumorske celice, tudi rabijo energijo. Tako kot naši nevroni in vse druge celice v našem telesu potrebujejo energijo. Samo da naše celice s pridom uporabljajo to energijo iz ketonov, s pridom, jim je to dobro, jim je fajn. Rekel sem že prej, da je to celo po nekaterih študijah boljši vir energije, kot je glukoza. Naše celice so zadovoljne, ko dovajajo jetra ketone. Tumorske pa ne. Tumorske celice so pa unable. Pa ne morejo tvoriti energije iz ketonov, kar pomeni več posta, več ketonov, manj imajo tumori hrane. Zdaj, če imajo pa manj hrane, pa seveda počasneje rastejo ali pa sploh nehajo rasti. Ali pa, ko smo rekli, se lahko obrne ta proces v svoje nasprotje, se pravi, se celo zmanjšajo in lahko tudi izginejo. Torej, očitno je, da ima tak post vrsto zdravilnih učinkov. Nesporno dokazano, konsistentno in tako dalje. To nas več bi zanimalo. Ima vrsto zdravilnih učinkov, ugodnih, dobrih učinkov na naše telo. In zdaj še k temu mitu, da je treba 5-krat na dan jesti. Torej, kaj se dogajate? Spet bom poudaril, kako pomembno je, ne da kar verjamemo, kar nam rečejo. Ja, morate 5-krat na dan jesti. Aha, bom. Ne, je treba vedeti, zakaj. Če mi nekdo reče, ti ja veš, treba je 5-krat na dan jesti, bom jaz najprej rekel, ja prav, zakaj? Razlož mi, zakaj je treba. Pač preštudirati. Preštudirati je treba kakšne klinične študije in znati povedati, zakaj je to dobro. Oziroma, tako kot jaz tukaj znam povedati, zakaj je to mit. In bom nekaj kar povedal, sam še na tole vprašanje odgovorim. A ni edino prav, da te v taki dan pete kajate dnevno prejekajo? To pravi mit, ja? Ampak to je napačno mnenje. To je zgrešeno mnenje. Je nekaj kar dokazal, zakaj. Znanost je dokazala, da je to mit, da je to narobe. Ljudje sicer mislijo, da je prav, ker so nekaj slišali, ker je nekdo rekel, ker so nekaj prebrali, kaj so in ki so to dobili. Ampak ne znajo se pojasniti, zakaj je to prav. A veste, mene zanima, mene ne morate nekaj prodati. Če rečete, da je 2x2 5, vas bom jaz najprej vprašal, dokaži. Se lahko da je. Lahko da je 5 potonovo, kaj pa jaz vem, mogoče Bog tako naredil, da je 5. Ja, recimo, da mi reče Maša, ti, ja veš kaj, potonovo mi je pa 2x2 5. Pete kajate pete je pete in devoli. Ja, okej. No, ampak 2x2 pa ni 5. In bom rekel, dokaži mi. Če mi dokažeš, da je res 5, pol bom jaz prenehal verjeti, da je 4. Ampak dokaj mi pa ne dokažeš, pa ne bom. Ker ni logike, da bi, ker ima zato možgane v glavi, da misli. Torej, poglejte, če človek je 5-krat na dan, tukaj celo piše 3-krat, kar pomeni, da v bistvu redno dovajate hrano svojemu telesu. Vidite, dobiva relatively steady supply, se pravi,
redno dobiva pač hrano, telo, če jeste 5-krat na dan. Okay? Nutriente, ne? Se pravi hranila. Kar pomeni, to je bistvo, da so vaše celice, ki potrebujejo energijo, ves čas v growth mode, se pravi, delujejo načinu, ja, kot da pač želijo rasti. Vi dovajate hrano, raste. Ja, rasti način. Kar pa tudi slučajno ni v redu. Pa se tisti tumori hranijo za... Tumori smo pa sploh vsi. Ljubi, daj hranje, kukor če, dajmo rastmo in imaš pol takve tumore. Torej, so v tem načinu, ne? Pazite zdaj. Ampak v tem načinu, ko so celice v tem načinu, seveda proizvajajo, sintetizirajo ogromno proteinov, beljakovin, normalno, zato so, ne? Ampak, dragi moji, blokirajo pa s tem en proces, o katerem smo mi že govorili, za katerega je dobil en japonski znanstvenik Nobelovo nagrado, ker je opisal ta mehanizem zelo natančno in to je autofagija. Jaz sem vam autofagijo že razložil, več kot če se to pozabil. Pomembno. Bomo še enkrat, samo odsajte. Autofagija, na kratko, je fantastičen čudež narave, ki pomeni, čisto preprosto rečeno, da se celice znebijo pač vsega tistega, kar je prav, da se znebijo. To je autofagija. To je podobno, čisto enostavno rečeno, s tem, kaj dosti bomo zgrešili, če to rečemo, kot da, recimo, po svojo mizo, ali pa poslo, ali pa omaro, ali pa stanovanje, ali pa hišo, preprosto pospravite. Pa pometate, pa vržete ven tup vse tisto, kar pač je tam navlaka in je brez veze in se sam prah nabira. To je okvirno autofagija. In zdaj, ko vi stalno jeste, v bistvu ta mehanizem blokirate, ga potlačite. Ta mehanizem čiščenja, ki je naraven, to je naraven čudež. Celica se znebi vseh tistih ostankov, pokvarjeni DNK sekvence in tako dalje, česar ne potrebuje, oziroma kar je lahko tudi škodljivo za njo. Narava je razvila mehanizem čiščenja. Naraven mehanizem. Zdaj, mi pametni, kot smo, mi pa stalno nekaj jedli in ne vemo, da ta mehanizem blokiramo. Torej, nič več čiščenja. Ali pa malo. Ne pa dovolj. In zdaj, celice se rastejo, hrana je dovolj, energija je dovolj, tumorske celice tudi rastejo, autofagija se zmanjša oziroma blokira in pa udar čez nekaj časa. Torej, zdaj še enkrat jasno vidimo, kakšne učinke ima post. Po eni strani povečuje vire energije, naprimer za nevrone, ketone, povečuje vire energije. Po drugi strani pa pospešuje autofagijo. Kajti, ko ne jeste, ko jaz danes ne jem, moje celice veselo čistijo ven, vse, kar ne rabimo. Gremo. In tako nimajo drugega dela, ne? Dovolj energije. In se čistijo. Ali je to koristno? Seveda je. No, to je še tisto, kar sem vam dolgoval od zadnjič. Rekel sem 3 teme. Druga tema, prosim. Želite nam povedati, da če na en dan ne ješ nič, čist nič ali samo sadje? Jaz nič. Jaz čaj. Nič sadje, ker sadje je energija. Sladkor, fruktoza. Nič, čist nič. Nič energije. Nič čaj, zeleni čaj. V bistvu voda, nič drugega. Nič sokov, pa ljudje se to raži, sam 3 litre soka bomo spili. Jaš, koliko je to cukra? Če smo rekli, nič je nič. A ta čaj se dobi
Mačača, dobiš ga v specializiranih trgovinah, bomo to nabavili, se je že Diana rekla. To sem jaz skupaj. Zmešal, ja. Ja, ja. Prav. Jaz bi probal to. Bomo enkrat pred koncem še bomo probali mačač. Ja, na zadnjo srečo. Bomo vsi zelo dobro hotel se. Prosim. Luta, ne bomo, nekaj povem. Povej. Ja, te pojem ful malo kolitin makarone, ne? Dobro. In potem ja te prajatam naprej, tem Petra Hrvata je prijatela, tem debela. Ja. Pa je rekel, da ni tem takega, ja te jem in te ne dejem. Čisto prav je rekel. Čisto prav je rekel. Ima uč. Ne, vidite, tukaj je učko. Čez celo prav. Ima dobro uč, ne? Dober uč po slovensko, lijeki slovenščini. Dober uč. Ja, čisto prav je. Okay. Druga tema. Smo že zadnjič nekaj rekli na to vižo, pa imamo še ena raziskava, objavljena pred nekaj dnevi. Še ena raziskava, ki je v bistvu varianta istega, pa je prav, da to povemo, ker je dobro. Kreativni ljudje, ustvarjalni ljudje, ki imajo, kot se reče, ne, kreativne osebnosti, ki so kreativni, vidijo svet drugače. To smo že zadnjič rekli, to je še ena raziskava in poglejte, še en tak dober dodatek, ne, k tej temi. V psihologiji poznamo, ko govorimo o človekovi osebnosti, pravzaprav je samo pet glavnih osebnostnih značilnosti, lastnosti, dimenzij poznamo. Samo 5. So modeli, ki poznajo veliko več, 5 je glavnih, 5 je ključnih. 5. To, kar je prsto na eno. In od teh 5 je ena, ki se imenuje odprtost. Ki se imenuje odprtost do novih izkušenj. So ljudje, ki so bolj odprti do novih izkušenj, so ljudje, ki so manj odprti, so ljudje, ki so bolj zaprti, so ljudje, ki so bolj odprti. To je pomembna osebnostna značilnost, dimenzija, zlasti, ko govorimo o ustvarjalnosti. Odprti ljudje, ki so odprti do novih izkušenj, so praviloma bolj kreativni, bolj ustvarjalni, kot ljudje, ki so manj odprti, ali pa so zaprti. To so nesporno dokazane korelacije. A da lahko, ne vem, postaneš kreativen, če nisi? Ja, to je dobro vprašanje, zelo težko. Zelo težko, kajti, ko se je osebnostna struktura že izoblikovala. Osebnostni razvoj traja tam nekje do približno 25 leta starosti, ne vem, če kdo od vas že toliko star, do 25 leta star približno, roughly, ne? Govorimo, da poteka, recimo, naravni razvoj osebnosti. Kasneje tudi, ampak v glavnem, ne, v največjem obsegu pa približno do 25 let. In osebnostne dimenzije, osebnostne značilnosti so se do tega časa že bolj ali manj izoblikovali. So že postale bolj ali manj trajni del, trajne značilnosti človeškega bitja, kar pomeni, da jih je kasneje sicer lahko do določene mere jih je možno še poflancati oziroma spremeti, ampak težko, ker osebnost je tako kompleksen pojem. Osebnost je tako kompleksna zadeva, recimo, da potrebuje 25 let, da se izoblikuje. Kar pomeni, da je tako masivna, tako kompleksna, tako zakomplicirana, da potrebuje 4 stoletja, da sploh nastane. In zdaj, da boste vi to spreminjali, veste, včasih je meni kar na jok, ko rečejo, koga pošljajo k nekaj malo psihologu, da te bo malo naredil, kaj bo, se nič ne bo. Osebnost, ko je izoblikovana, je izoblikovana. Mogoče, ajde, kakšno malenkost na 5 decimalki bomo 4 spremenili v 5, ajde. To je treba pač preprosto pozabiti. Zato toliko poudarjamo,
kako pomembno je, kaj se dogaja teh 25 let. Ker, pa ne samo 25, v resnici je pomenilo že prvih 5 let. Ampak, takrat je treba, kot se reče, kovati železo, ne pa pol. Pol je, nekaj že, no. Kdo je odprt, torej je odprt, že takrat. Ne? Da bi pa postal kasneje odprt, ja, načelno je možno, ampak verjetnost je nič, ne vem, malo pač. Ok. Torej, odprtost do izkušenj. Odprtost do izkušenj in če je treba, če je dobro, če je koristno, če bi bilo fajn, dati staršem kakšen nasvet, potem bi rekli, vzgajajte svoje otroke v odprtosti do novega. Ne jih prestrašiti. Da se bojo bali, vsega da, smrč novega, to pa ne, zato ker ne, to ni dobro. Najboljša popotnica je gotovo, to je ena od 5, smo rekli, ne, glavnih osebnostih duševnosti, je gotovo odprtost do novega. Odprtost seveda ne pomeni, zdaj gremo pa grlamo jagode, zdaj pa karnavali, tu vse prenovga gremo, to ni, zdaj to mislimo, ne. Odprtost do novega ne pomeni, da, ne vem, Hitler postane leta 53 kancler, wow, bravo Hitler, mi smo odprti do novega, zdaj še malo fašizma, pa malo nacizma, pa malo bomo kurali ljude tam v koncentracijskih delov, to mislimo. To ni odprtost do novega, to je nekaj drugega. Ne je tega groza. Odprtost do novega je natančno določen pojem, ki ga v psihologiji zelo temeljito delujemo in ga poznamo. Zdaj bomo šli v detalj, nekaj nam bo časa zmanjkalo. In treba biti tudi pri rabi teh besed previden. Čisto vsak, veste, ne pride otrok domov, ne vem, zadet od heroina, pa rečejo starši, kaj je to? Pa on reče, ja, poslušajte starci. Odprtost, jaz sem odprt do novega, da je malo heroina. To ni odprtost do novega, da se razume. To je precej natančno določeno. No, jaz to samo omenjam, zato ker bi rad povedali, ki je bil zgad. Tukaj vidite zelo tak preprost eksperiment, saj dejansko so psihologi veliko takih eksperimentov. A to drž pa? Ja. Se zdaj za nekaj. Ja. Torej so psihologi veliko takih eksperimentov. Tukaj vidite en tak lep, droben primer, kako razumeti odprtost do novega in kako je odprtost do novega povezana s kreativnostjo, z ustvarjalnostjo. Hitler ni bil ustvarjalen človek, da se razumemo, to da ustvariš nova koncentracijska taborišča tudi ustvarjalnost. Ne tega mešati lepo prosim. Poskusni osebi projiciramo dve različni sliki v vsako oko. Respektivno, to lahko naredimo, na vsako oko posebej, na eno sliko, na eno oko, drugo sliko, drugačno sliko, v drugo oko. In nas zanima, kaj bo človek videl. Mi vemo, kako deluje optični sistem, kako deluje možgani, kako proizvajajo slike in tako naprej. In nastane svojevrsten problem. Človek ima dve različni sliki, vsaka v eno oko, zdaj možgani mora nekaj iz tega narediti. Ali bo ena slika prevladala, pravi, videli bomo samo eno, to druga pa ne, ali pa se zgodi, tukaj so zanimive korelacije, ja, torej pri kreativnih ljudeh, ustvarjalnih ljudeh, možgani ustvarjajo, vidite, tukaj imate razne možnosti, bla, no, ampak, možgani lahko ustvarijo, torej rešijo problem, to sem prej dol omenil, tisti, ki ste bili spodaj. Zdaj rekel, možgani postavljajo hipoteze in jih preverjajo. Rešujejo problem. Najdejo kreativno rešitev. Vidim dve različni sliki, podobni, vsako oko je projicirano ena, rezultat je življenje. Vidimo neko novo sintezo, možgani sintetizirajo, ustvarijo rešitev tega problema. No in potem, ko to veliko število poskusnih oseb, z lahkoto ugotovimo, kateri so kreativni, kateri niso, oziroma kaj delajo kreativni ustvarjalni možgani. Kaj delajo? To pa resno mislimo.
Samo mi smo te navadni, mi smo tako kot v rutini. Torej ustvarjajo, možgani ustvarjajo nove. Meni sam skrbi, da sem perilo pustil za balkon. Zdaj že malo pozno, tako da skrbi ne bo zalegla, ampak vse je perilo, kaj daš že vem. Ja. Torej hočem povedati, da z lahkoto vemo, vidimo, ugotovimo, kako spodbujati mlade ljudi, učence, kreativnosti, k ustvarjanju novega, novih podob, nove glasbe, novih, čestkoli že, novega. In najlepše pri tem pa je, da so ti procesi, o katerih zdaj govorim, ravno tako naravni, kot oni prej. So naravni, naši možgani so po naravi narejeni za kreacije, za ustvarjanje novega. Zato je najhujše, kar se lahko komu zgodi, in nažalost se to mnogim dogaja, recimo v šolah, da večno ponavljajo isto. Naši možgani niso konzervativni, naši možgani so po naravi ustvarjanja. Lahko jih pa seveda zatremo. Lahko jih pa zatremo, da prenehajo biti ustvarjani, in nažalost se to pogosto zgodi. No, zdaj, dragi moji, bomo pa pogledali en video. Ki se imenuje selektivna pozornost, test selektivne pozornosti. Onda bom pa povedal, zakaj vam bom to pokazal. Zdaj bom najprej pokazal, torej naslonite se nazaj in gledajte in sledite navodilom. To je test. Nekaj boste videli, zdaj, če ne znate angleško, nekaj se bo dogajalo. Nekaj se bo dogajalo, vi pač gledajte, kaj se bo dogajalo. To je celotno navodilo, ki ga potrebujem, samo gledajte, kaj se bo dogajalo. Nekaj boste slišali, ni nujno, če boste tisto razumeli ali ne, bolje bi bilo, da bi, no, ampak vseeno, tudi ni pomenilo. Pol bomo pa zadevo vstavili in se pogovorili. Ok, torej. To test just how much attention the attention-stealing design of the new Skoda Fabia actually steals, we left one parked on this ordinary road in West London. We wanted to see if its sharp crystalline shapes, bold lines, and lower, wider profile would attract the desired level of attention. Will the 17-inch black alloy wheels stop passers-by in their tracks? Will the angular headlights attract the attention of other road users? Will a crowd gather to check out its fresh, sporty look? Well, not quite. But did the attention-stealing design distract you from noticing that the entire street has... Ups. Gledali ste 52 sekund, eno ulico v Londonu, v zahodnem Londonu. Ali je kdo kaj posebnega opazil v teh 50 sekund? Eno ženska je šla, samo da to. Ok. Ena ženska je šla pin? Da so hiše zamenjale barve. A kdo opazil, da so hiše zamenjale barve? Ja, zdaj pa je. Ja, zdaj že, ja, zdaj nazaj. Niste. Eni so. Od začetka. Ne, zdaj bomo dali nadaljevanje. Lahko damo pa že enkrat začetka. Bomo dali nadaljevanje. Zdaj, to je silno preprosto, sedite 50 sekund. Ampak zdaj, ponazoritev. Zdaj pa pogledajmo, kaj vse se je v resnici zgodilo. Slišali smo, ena ženska je šla mim. Dve zadevi smo umikali. No, poglejmo, lepo počas. Kaj se je pa dejansko v teh 50 sekundah zgodilo? In changing right before your very eyes. Don't believe us? Have another look. Torej, vidite, dejansko, to je Timotej dobro opazil, vse barve fasad so se spremenile.
Medtem, ko ste gledali direkt vanje. Okay? A ni to noro? Lahko. Vidite, ta je zelena, ta je rjava, ta je pa bela. Prej so bili lepši. Gremo nazaj, ni vaše, da so bile lepše, vaše so bile drugačne. Prej so bili bolj realne, ja. A vidite to? Nikjer ni zelene, nikjer ni rjave. A lahko še enkrat začeti? Bomo pa. Da gremo do konca, da bomo videli, kaj vse se je zgodilo, ne da bi kdorkoli od nas to opazil. Razen ene malenkosti. Vse, morate priznati, da so fasade predvsej velik del te zgodbe. Vse so se spremenili, pa meni opazil. Gremo naprej. Did you spot the van changing to a taxi? Avto se je spremenil iz kombija v taksi. How about the scooter changing to a pair of bicycles? Skuter se je spremenil v dva bicikla. Noro, še naprej, še sploh ni vse. Or the lady holding a pig. Pojavila se je gospa na vratih, prej ni bilo. Let alone the fact that the entire street is now completely different. Celota država ulica se je spremenil pred našimi očmi. Pa nismo tega videli. Pa smo gledali, pa sem rekel, gledajte. Didn't think so. A to pomeni, da pa, recimo, na grobo rečeno, nismo tako kreativni, oziroma sploh nismo. Dobro vprašanje. Prva stvar, ki jo moramo povedati o tem testu selektivne pozornosti je, kot ste se zdaj lahko pripričali, da je naša pozornost izjemno selektivna. Kar pomeni, včasih kdo hoče biti pameten pa reče, sigurno je tako, ko sem jaz bil, bom pa ja vedel, saj sem bil zraven, da lastne oči sem se pripričal. Nisem jaz pripričan. Dvomim. Močno dvomim celo. Vsi ste gledali v fasade, dobesedno zrli ste neposredno vanje, pa niste opazili, da so se pred vašimi očmi spremenili. Pravi, to je eno. Selektivna pozornost, naša selektivna pozornost je velikanska. Ne, da je majhna, ampak je velikanska. Včasih ljudje rečejo, ja, veš, ta gleda sam, vidi sam tisto, kar hoče videti. Vsi vidimo tisto, kar hočemo videti. Ker naša pozornost tako deluje. Mi večine stvari okrog sebe pravzaprav sploh ne vidimo. Zato, ker smo pozorni samo na 3-4 stvari. A veste, koliko je tukaj detajlov v tem prostoru? Najbrž na tisoče. In če bi zdaj rekel, zaprite oči in mi povejte, katere detajle tukaj prepoznate, čim bolj natančno bi jih našteli en 5. Je pa sigurno 1000. To je ena stvar. Ne, to ni nič patološkega, to je naraven mehanizem, ki velja za vse ljudi. Fajn je, da se samo tega zaveda, z tega še ne sklepamo. Zato je dobro, da imamo včasih kamere, da se vrnemo in pogledamo in smo osupljeni. Gledal sem, pa nisem videl. Ali ima to kakšno zvezo z ustvarjalnostjo? Ja, ima. Če ste bili prej dol na prireditvi, veste, da sem citiral Pabla Picassa. No, pa ga bom še enkrat. Pablo Picasso je bil slikar, španski slikar, je bil slikar, eden najbolj znanih slikarjev, ne samo 20. stoletja, ever. In Pablo Picasso je delal, bomo jo takoj povedal, ne? Hvala Bogu, da imamo to. Pablo Picasso. Ja, ampak ti še rekel ste, da vsak vidi tisto, kar hoče videti. Ja, pa kako pa sploh je pa resnično, no? Mislim, tisto, kar je videlo, sploh. Ja, to pa vidi tisto, kar je. Vprašanje, če je kaj resnično sploh. Vprašanje, če je kaj resnično. Kaj je zdaj? Ne, profesor. Računalnik dela, pa jaz malo ne delam, pa Kaj je to? Pablo Picasso, daj mi slikice njegove. Ja, evo Ica, imate sam pol. Dobro, kakšno bomo klinali. Ja.
No, dobro, sej, poglejmo si eno. Poglejmo si eno sličico, se pomembno, ja, vretemo. Torej, Pablo Picasso je slikar, ki slika slike, ki so precej drugačne od slik, ki jih sicer slikajo. Ja, je bil. Je bil, tako, zdaj mi več, ki je bil pohodnik. No in nekega dne so ga vprašali, zakaj je tako. Zakaj slika tako drugačne slike od tistih, ki so pač običajni. In je rekel, ljudje hodijo po svetu in imajo oči, gledajo in vidijo svet in mislijo, da je svet tak, kot ga vidijo. Pravi, jaz pa hodim po svetu in imam tudi oči in vidim ne to, kar obstaja, ampak vidim to, kar bi lahko obstajalo. Namišljeno. Mogoče tudi, da lahko bi ta izraz uporabljali, ampak ni najboljše. Na določene mere. In potem seveda to tudi naslikam. Kaj to pomeni? To pomeni, da prvič, naši možgani iz tega senzoričnega inputa, kot se reče, ustvarjajo predstave o realnosti. Ustvarjajo. Zato dva človeka ne ustvarita enakih predstav, pa če gledata v isto ulico, v isti avto, v istega človeka, ker ne morata ustvariti enakih, ker imata vsaj malo različne možgane, različne izkušnje, različne spomine, itd., različne strasti, različne emocije, različne občutke, različne interese in tako dalje. Ne morata ustvariti. Rekel sem pa že, kreativni ljudje, pa sploh ne. Oni pa ustvarjajo še bolj različne stvari, še bolj različne podobe sveta, pa glasbo, pa kaj drugega, kot že to itak počnejo ljudje v vsakdanjem življenju. Za drugič, vprašanje, kaj je resnica. To vprašanje pravzaprav ni najboljše, a veste? A veste, zakaj ni najboljše? Zato, ker če bi, recimo nas, vprašali vsakega posebej po resnici glede nečesa, ampak ne pošteva, da bi se tudi strinjali, ampak po nečem drugem, kaj se v družbenem življenju, pa v zgodovini, pa kaj podobno, v kulturi, v umetnosti, bi dobili različne odgovore. In mi se med seboj, tudi če bi se hoteli, ne bi mogli povsem poenotiti. Tudi ko bi razmišljali o isti stvari, o istem dogodku, o istem človeku, o isti izkušnji, o istem spominu, pa po enaki istem spominu. Ne bi se mogli poenotiti, ker naši možgani ne delujejo popolnoma enako. Do določene mere bi se, seveda bi se poenotili. Mi se zdaj največ vsi strinjamo, da smo v prostoru PDP, da ni en na Luni, en pa na Marsu, Rutar, pa ne vem, na Andromedi. Vsi se strinjamo največ, da smo, ne vem, dijaki, da smo vzgojitelji, psihologi in tako dalje. Tako to že, ampak bolj, ko bi šli v detajle, bolj bi se strinjali. Ker tako naši možgani delujejo. Zdaj, kaj je resnica? Resnica je odgovor na vprašanje, kako delujejo naši možgani. Naši možgani nenehno, tudi če mi tega ne vemo, postavljajo nove hipoteze o svetu, nove ideje postavljajo, nove domneve, nove predpostavke in jih testirajo, preverjajo jih. A je res to, kar jaz mislim ali ne, kaj pa če se jaz motim, a me oči varajo, kaj pa če še enkrat pogledam iz drugega zornega kota, a bo pol kaj drugač, a sem si jaz dobro zapomnil, kaj pa če ima sosed bolj prav kot je. To nenehno naši možgani postavljajo hipoteze in jih preverjajo in gradijo na podlagi tega, še tudi še drugih mehanizmov, seveda, kognitivne modele sveta. In spet, mi ne moramo reči, kateri kognitivni model je zdaj resničen in kateri niso. Obstajajo zgolj različni
kognitivni modeli. In sami veste iz svojega vsakdanjega življenja, da tudi ko se dogovorimo o nečem, da je tisto res in se strinjamo, se morda že naslednji dan ne bomo več čisto strinjali. Zakaj? Zato, ker bomo vmes kaj novega prebrali, kaj novega slišali, kaj novega videli in tako dalje, bomo dobili nove informacije. In v novih informacij pa da naši možgani majčkeno spremenili stara mnenja, stare ideje, stare kognitivne modele, in ko se bomo srečali z drugim človekom, ki se mu bo zgodilo nekaj podobnega, včeraj sva se strinjala, danes se pa že ne čist, se že majčkeno razlikujeva. Kar je dobro. Zato mene najbolj groza ljudi, ki vztrajajo, da tako sem včeraj rekel, tako je tudi danes, pa jutri, pa pojutrišnjo, pa na veke rekel. S takim človekom jaz ne bi prav rad češen sobo, kot se reče, ker se svet, kot smo videli prej lepo, pred našimi očmi spreminja, pa tega ne vidimo. Bi bilo pa koristno in fajn, če bi videli, ker če ne vidimo, svet se spreminja, mi ustajamo zadnji. Imamo že zmer neko predstavo o svetu, ki že zdavne ni več, ker se je med tem spremenila. Ok, prosim. Ja, ker če tega ne delali, ne bi nič napredovali, nič ne bi vse bi bilo tako, kot je bilo pred par milijoni let. Tako je. In bilo bi tako, kot je včasih, na primer, hotla cerkev, pa še zdaj hoče, ko je župnik rekel, tako je, če pa se kdo ne strinja, nagar malo. Včasih so ljudje kurili zaradi tega, kar je naravno. Ne moramo vsi na enak način misliti, še videti sveta. Ni šans. Zato se moramo naučiti sprejemati različnost. To, da ti vidiš drugače kot jaz, čakajte, to bomo dali gor. Še pa zadnji slajd, kot se reče v lepi slovenščini. Diapozitiv. Tukaj sem si podčrtal, vidite, domači narod sem bil. Se pravi, vidimo različne bla, 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 bla. Zato bi se bilo dobro, da se zmeraj zapomnimo, za večne čase je dobro, da si zapomnimo, da to, da nekdo vidi drugače kot drugi, še ne pomeni, da vidi bolje. Vidi zgolj drugače. Treba biti previden pri rabi besed. Jaz vidim drugače, ti vidiš drugače. Pika, amen, nič, zdaj kdo pa bolj prav, pa kdo je v redu, pa kdo ni, pa kdo je, počas. Najprej vemo se s tem soočiti. Vidimo drugače, slišimo drugače, razumemo drugače, razlagamo drugače in iz tega še ne moramo nič sklepati, kdo je boljši, kdo je slabši, kdo bolj vidi, kdo manj vidi, kdo je bolj resničen, kdo je manj resničen. Iz tega še nič ne sklepamo. Da smo različni, iz tega sledi samo sklep, da smo različni. Amen. Ena druga zgodba, ali so kakšne ideje, ki jih ima kdo lahko bolj produktivne, bolj učinkovite, bolj prodorne, tako naprej, pa to je druga zgodba. Ljudje imajo pogosto težavo, ker zamenjujejo to, kar sem danes hotel poudariti. Zamenjujejo, da če nekdo vidi drugače, nagar malo, je to že slabše. Ne, to je samo drugače. Mogoče je pa tvoje narobe, slabše, whatever. Ampak to je treba še dokazati, treba se prepričati, treba se pogovarjati, treba preveriti, pa bomo pa videli. Pa še pol. Ne moramo reči, zdaj pa je tako, jaz pa prav, ti pa ne, ker bo že jutri spet drugače. To je never ending story, v najboljšem primeru. Pa smo čuden, ker hočeš nekaj spremeniti, veš? Nekateri, nažalost, jih tako malo pa vztrajajo pri tem, da tisti, ki vidi drugače, da je slabši. Ker niso dojeli, da je zgolj drugačen in da je on tudi drugačen. Sej, a veste, če bi se šli tako, pa se gremo lahko vojno. Moje je boljše od Simone, Simonino je boljše od Timoteja, Timotej je boljše od moje, moje je boljše od Lucije, Lucija pravi, da je to boljše od Anje, Anja pravi, da kam pa pridemo? Vojna! Ja sem vojna! Ne, jaz pa bolj prav, ne, jaz, tu for zami gorjače, nabavimo škirfajerco, bombe, rakete, tukaj se gremo.
To ni dobro. Ne, bravo, jaz se ne bi. Zato je dobro, preden gremo po gorjači, pa po pištoli segamo, reč, pogovarjajmo se, smo zgolj iznični. In dokaze najprej pomisliti. Bravo.